Hvala Jezus in Marija. Na željo gledalcev oddaje Pot poti se gost v župniji svetega Martina v Sežani. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Aleksandra. Bog vas živim do naši domači oddaji Pot poti. Hvala lepa tudi vam in tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci, da se lahko danes na tak način srečamo. In Bogu hvala, da je tako. Morda bi na začetku se naših gledalcev oddaje Pot poti na kratko predstavili. Ime ste že povedal, ja, Aleksander Skapin, drugače sem doma iz Vipave. Tam sem začutil, lahko rečemo, en duhovniški poklic. Mislim, da je imelo en vpliv prav to, da je bilo malo semenišče v Vipavi in smo se skozi potem dan vsake toliko srečali s semeniščniki, ki so šli na sprehod ven, šli gor tudi na kakšno košarko ali nekakšen nogomet. Smo bili majhni, smo bolj gledali, včasih so nas malo povabili v družbo, tako da smo malo z njimi zašpilali. In tako se potem počasi prebudi, rekel, ta duhovniški poklic. Mislim tudi ob takratnem duhovniku, ki je tudi danes še tam, gospodu Francu Pivku. Mislim, da se je moj duhovniški poklic tako začel razvijati. Potem pa prvo službeno mesto v Kopru, najprej kaplan, potem 3 leta škofijski tajnik, potem nekaj let duhovnik, potem 9 let v misijonih in zdaj tukaj 4. leto teče v Sežani. Vaše delo v misijoni bomo nekoliko pozneje to podrobno predstavila. Kakšen je pa utrip župnije Sežana? Upravljate še tudi eno župnijo, tako da ste župnik v 2 župnijah. Ja, sem župnik tukaj v Sežani, kakor tudi potem v Povirju, župnija, ki je oddaljena 6 km tukaj iz Sežane. Duhovni utrip, lahko rečemo, da eno jedro živi z župnijo. Biti pa moramo realni, da večina, verjetno ljudi, ki biva v Sežani, ni tako tesno povezana z župnijo. Mnogi pridejo recimo za kakšne praznike, mnogi pridejo recimo ob pogrebih se srečamo. Se mi zdi to ena pomembna priložnost, da lahko vsaj tam spregovorim eno besedo upanja, tolažbe, kar je, rekel, pomembno za ta trenutek, recimo pogreba, in da tudi sami začutijo, da lahko, kadar so v stiski, v duhovniku ali pa v Jezusu Kristusu, predvsem v cerkvi, najdejo eno zatočišče, najdejo nekoga, ki jih bo razumel, ker bodo čutili, da jih nekdo vsaj ne obsoja, recimo, ampak da jih skuša sprejeti in razumeti
v njihovem življenju in posebej potem v njihovi stiski. Jaz bi še naše gledalce povabil, da morda za svoje duhovnike, župnike tudi omolijo za njihovo svetost. V župniji Sežana imate svetega Martina, ki je vaš zavednik. Ja, prav prejšnji teden oziroma prejšnjo nedeljo smo praznovali svetega Martina. Obenem je bila to tudi priložnost, da smo povabili v našo sredo našega sežanskega rojaka, gospoda Petra Pipana, ki je praznoval 40-letnico duhovništva. Tako da smo naredili eno in drugo ob tem prazniku. Življenje svetega Martina delno je poznano, delno pa tudi ne, ker se običajno nekako predstavi samo martinovanje, blagoslov vina in tista duhovna pot svetega Martina, ki jo je naredil kot človek, se velikokrat potem izpusti. Živel je najprej v Sombotelu, na Madžarskem danes, kjer se je rodil očetu, ki je bil vojaški častnik, mama za tiste obdobje običajno gospodinja. Kmalu so se preselili potem v severno Italijo, danes Pavijo. Od tam je potem šel že kot vojak, mlad vojak v Galijo, v Francijo današnjo, kjer je opravljal vojaško službo, postal častnik. Ves čas, že iz otroške dobe, pa je gledal z neko veliko naklonjenostjo na krščanstvo. Ampak nikoli ni prav vstopil v katehumenat v tej dobi, deški dobi, ampak potem, ko je postal častnik, se je vključil potem tudi v katehumenat in tisto znamenito dejanje, ko je odrezal polovico svojega plašča in ga dal beraču, je bilo v dobu katehumenata. Kmalu potem se krsti in začuti, da ga Bog kliče na pot meništva, postal je menih in v tem vzdušju preživi večino svojega življenja. Vsaj ta zrela leta, tam do 50. kot menih. Pride nazaj v Sombotel, kjer oznani veselo novico svojim domačim, predvsem staršem, mamo krsti, se vrne nazaj in potem poznana druga taka epizoda iz njegovega življenja, ko ga v Turu izberejo za škofa. Vemo, goske oznanijo, kamo se je skril, ker ni hotel najprej sprejeti te odgovorne službe in potem sprejme, postane škof do svojega 80. leta, praktično do konca zelo aktiven, predvsem pa znan kot dobrodelnik, prijatelj revežev, tistih, ki so v stiski in prehodi, takrat v glavnem peš, velike razdalje, da se je približal ljudem, da so začutili, da je z njimi in da je pravzaprav to tisto oznanilo, ki ga prinaša. Bog je s tabo tam, kamor si. Srečeval je ljudi po polih, srečeval je ljudi v njihovih domovih, srečeval je, kadar so se družili, kadar so se zabavali, znal je biti z ljudmi in zaradi tega potem njegova tako velika priljubljenost in popularnost v tistem času, potem pa tudi pri nas. Prej ste menili, da še upravljate še eno župnijo, kdo je pa tam farni zavetnik? Tam je zavetnik Sveti Peter. Sveti Peter v Povelju, ja. V bistvu je tisto tukaj v naši okolici najstarejša župnija, ustanovljena sredi 15. stoletja. In potem so okoliške župnije tukaj, nekako hčerinske župnije Povelj. Tudi sežanska župnija sama ni toliko stara, drugo leto bomo obhajali 150-letnico ustanovitve. Prej pa je bila podružnica in potem nekaj časa kaplanija Poveljske župnije. Koliko pa imate še podružničnih cerkva? Ni toliko podružnic tukaj. Aha. Je ena v Šmarjah, tukaj Šmarje pri Sežani, zelo lepa Marijina cerkev.
gotski prezbiterij, drugače pa znana že iz 12. stoletja, dolgo let romarska, zadnja leta se je to malo izgubilo, ker je potem to romarsko funkcijo na Marijo Nebovzeto prevzel Repentabor. Cerkev tukaj tik za mejo, na hribu, in je nekako prevzel to funkcijo romarske cerkve. Drugače je pa opasilo, lahko bi rekli, prav ta velik praznik, ne toliko na Marijino Nebovzetje, ampak na praznik Marije Magdalene. Tako da se je nekako preorientiralo to praznovanje. Pred zvonikom, ki je poleg župnijske cerkve, to, da je poleg, da ni vkomponiran v zgradbo cerkve, pomeni, da je to tip oglejskega zvonika, ki je ločen od cerkve. Kot vidimo, je narejen iz klesanega kamna in je eno tako monumentalno delo kraškega stavbarstva, eno gotovo najbolj znamenitih in najbolj veličastnih tukaj v Sežani, kakor tudi na celem Krasu. Narejen je bil 1794. Ura je tudi v pogonu in ko gremo okoli, ko gremo meščani Sežani okoli, vedno pogledamo, koliko je ura in se potem tudi orientimo. Cerkev svetega Martina v Sežani, ki je bila taka, kot jo vidimo danes, zgrajena proti koncu 19. stoletja. Glavni oltar, sliko svetega Martina, prepoznamo, da je to sveti Martin z gosko, ki je na spodnji strani in kakor običajno za škofa, kapa, palica in križ. Oltar je razmeroma masiven, narejen iz več vrst marmorja in prav tukaj na Krasu je ta poudarek na tej različnosti kamna in na barvitosti. Če opazimo, zunanji stebri so črni, potem rjavi, potem beli, kar skuša nekako pripeljati oči človeka do bistvenega, do tiste svetlobe in do svetnika, ki je narisan na tej sliki in nam tako pove, kaj je bistvo, da nam oltar in ti kamni pomagajo, da z očmi in srcem pridemo do svetnika in spodaj gotovo tudi do Jezusa Kristusa. Mislim, da so se tukaj tebi načrtovalci oltarja malo, da rečem, poigrali z barvami, kakor se slikar z barvami igra in išče, kako bi z barvami izrazil bistvo slike in jo naredil zanimivo, tako tudi snovalci tega oltarja so skušali pa preko različnih barvnih marmorja poiskati to harmonijo in tudi pestrost kraškega, pa tudi drugih pestrost, kam kraši so tukaj vgrajeni. Oltar brez madežne. Prej je bil to oltar svete Lucije, potem pa, ko se je ob koncu 19. stoletja razvilo češčenje brez madežne, so iskali prostor, kjer bi dali ta kip, niso našli drugega zgleda in so potem na mesto svete Lucije dali kip brez madežne Lucije, dali z Jezusom. Stranski oltar, ki ga vidimo, je Kalvarija. Sežanske cerkvi je to daroval grof Petači. 1816. je kupil ta oltar v severni Italiji in v znamenje zahvale ga podaril sežanski župnijski cerkvi in ga postavil tukaj, njegov grob in so ga tukaj zadaj. Veseljem ti
Bili ste tudi misionar na Slonokoščeni obali, morda par besed o tem. Ja, tukaj je nekaj fotografij Slonokoščene obale. Zdaj vidimo romanje otrok in mladih za postni čas. Vse gre za cel dan, vidimo, kako prinesejo s sabo stvari in potem se oblikuje ves dan premišljevanja, molitve in na koncu se to potem zaključi s pesmijo in z mašo. Hvala lepa. Kot spomin na Afriko sem prinesel tudi ta kip, narejen iz iroko, to njihovega lesa, mati z otrokom, ali lahko rečemo tudi Marija, ki svojo roko drži nad. To je tudi ta slika. Evo, tukaj vidimo v enem gozdu, kjer smo se ustavili, smo imeli mašo, razmišljanje, premišljevanje, nagovor, tako v enem skromnem oltarju. Ena posebna mladinska, otroško-mladinsko gibanje, SVAV, par nas ni toliko poznano. V Afriki je pa zelo razširjeno, ki povezuje otroke, recimo od 6-7 let pa tja do 15, ko so člani, od 15 naprej pa postanejo voditelji. In imajo tako svetlo-plave uniforme. To smo na srečanju v San Pedru, drugače je to pristanišče ob Atlantiku. To vidimo revni del tega mesta. Ljudje delajo različne poklice, predvsem bolj kakšni mehaniki. Tukaj vidimo mizari pred zelo preprosto domačo delavnico. Na različne načine si pomagajo, žene veliko kuhajo in prodajajo razne tako na hitro pripravljene jedi, afriške seveda, in s tem zaslužijo. Drugače prav nekega stalnega dela in zaslužka je malo. In tisti so res, lahko rečemo, srečni, ki imajo eno stalno delo, ki jih potem preživijo. Srečanje katehistov v SAPH, to je razmeroma velika plantaža, 5500 hektarjev, kjer je 6 vasi in kjer imajo tudi cerkev. In vsakih par mesecev smo imeli srečanje vseh teh katehistov z tega področja. Evo, tukaj smo se zbrali in naredili eno tako. Smo videli mlade v mestu, tukaj pa ena vas, kjer sem krstil 2 mladi katehumeni. Veliko smo hodili, sem hodil v vasi, med tednom smo v glavnem delali v mestu.
skupaj z gospodom Pavletom Bajcem in potem ob koncu tedna pa sva se izmenjavali, enkrat je šel eden v vas, enkrat drugi, kjer smo imeli potem podružnice, jih obiskovali, pripravljali ljudi na krst, imeli duhovne vaje, srečanja za družine, romanja in tako vidimo tukaj eno, po maši smo naredili eno sliko ob teh dveh, Vidimo krst dvojčic, oče, mama pa botra. Koliko so te podružnice oddaljene od centra? Recimo od 50 pa do 100 kilometrov. Tako da ene so malo bližje, druge pa daleč. Rabiš tudi do 2 uri, da prideš na oddaljeno podružnico. Nekaj je asfalta, večinoma pa so to Se daje pot poti, zanimalo gospod župnik, kako to, da ste se odločili, da postanete misionar na tisti pravi način, kot nas Jezus učita, se pravi, misionarji smo lahko v svoji družini, v svojem okolju, pa tudi tam, kjer še ne poznajo Jezusa. Zdelo se mi je zanimivo nekaj časa podariti in spoznati tudi še eno drugo cerkev, ne samo tukaj doma, ampak videti to dimenzijo cerkve, lahko bi rekli to vesoljnost cerkve in dati nekaj svoje moči, nekaj svojih molitev, tudi za rast drugih cerkva. Zame je bilo to en tak izziv, en tak poklic, ki sem ga skušal realizirati in škof mi je potem dovolil, da sem šel na Slonokoščeno obalo, ker so bili že tudi naši misionarji. Tukaj vidimo, pripravljamo za gradnjo ene cerkve, nekaj sem pripeljal, drugače pa zidake sami pripravljajo in mislim, da tik preden sem šel, je bila cerkev pokrita in se je potem tam začelo res eno redno bogoslužje v tej. Ki jo poznamo v Evropi, v Sloveniji ali pa v Afriki, verjetno je po mentaliteti jo treba prilagoditi. Ja, sveta maša je povsod maša, tako da to ni razlike v tem, da se Jezus daruje za nas tukaj v Evropi, kakor tudi v Afriki in drugod po svetu. Je pa potem razlika, kako pri maši sodeluješ, kaj želiš od te svete daritve, kaj vložiš, kaj želiš od nje potem tudi odnesti. Tukaj vidimo bobne, nekatere igrajo praktično pri vseh mašah, se igrajo na bobne in ti spremljajo potem ljudsko petje ali pa zborovsko petje. Je pa verjetno več plesa pa petja kot pri nas. Petja je veliko, tudi med tednom recimo, je povsod petje. Ples pa je ne vsako nedeljo, recimo, ampak kadar je vsaj neka večja slovesnost, ali pa recimo, če misionarja ni bilo dlje časa, pa potem pride, je to običajno veselje za skupnost in potem se tudi na tak način oni pripravijo, lepše oblečejo in potem tudi zaplešejo v znamenje preko prihoda misionarja, pa tudi zato, da jim je oznanjena Božja beseda, da so lahko sodelovali pri sveti maši, da so lahko zaživeli kot župnijsko ali pa kot eno podružniško ali pa kot posneta o priložnosti obiska gospoda Staneta Kerina, odgovornega za misijone na Slonokoščeni obali. Z njim je bila potem tudi gospa Gabriela Bajc, sestra od Ivana in od Pavleta Bajca, oba misionarja. To je gospod Janko Kosmač, ki je tudi še na Slonokoščeni obali. Zdaj so ti trije na Slonokoščeni obali in še sestra dr. Anica Starman. Torej, na Slonokoščeni obali so 4 misionarji, ostali v pastoralnemu delu v Sežani spada tudi oskrba bolnišnice. Bolnišnica
za pljučne bolnike in rehabilitacijo. Sva dva duhovnika, ki hodiva v bolnišnico, župnik iz Tomaja, gospod Vasen Kecojevič in jaz. Velikokrat greva na obisk po vseh sobah, včasih, kakor običajno, pa tudi nas pokličejo ali sami bolniki, včasih svojci, včasih tudi medicinsko osebje. V bolnišnici imamo tudi kapelo, kjer vidim večkrat, ko prihajam, kakšne bolnike, včasih tudi medicinsko osebje, ki išče mir in se posveča lahko tudi molitvi v tem pomembnem, lahko rečemo, delu in v tej ustanovi, kjer ljudje trpijo in smisel svojemu življenju. Obiskali smo svetlečarko Jeriko. V tukajšnji župnijski cerkvi v Sežani krasi cerkev. Kaj pomeni to krasitev in kako to počne? In mislim, da je prav, da kar predamo besedo. Mene krašenje cerkve zelo veseli. S tem se ukvarjam že zelo veliko let, ker želim, da je naša cerkev lepo urejena. Večkrat mi pomagajo tudi moje pomočnice, ki so v cerkvi večkrat kot jaz. Jaz sem ponavadi za največje cerkvene praznike. Sedaj je to bil naš zaveznik cerkven, Sveti Martin. Na to Božič, Velika noč, tako da je naša cerkev urejena primerno tudi letnim časom in cerkvenim praznikom. Dobro? Cerkvenim praznikom. Hvaljen moj Gospod. Hvaljen moj Gospod. Ker v tebi vsi ljudje okrog mene postajajo lepi. Obsijani žarki tvoje ljubezni. Hvaljen moj Gospod. Hvaljen moj Gospod. Ker v tebi vse spoznavam kot dar in se ti zahvaljujem za vse ustvarjeno. Hvaljen moj Gospod. Hvaljen moj Gospod. Zahvaljen Gospod za praznik tvoje zmage nad tekmo in smrtjo v zori vstajenja. Zahvaljen za svežino in lepoto pomladi, za novo luč, ki se v njej tako lepo zrcali. Tvoja vsemogočnost. Hvaljen bodi moj Gospod. Hvaljen bodi moj Gospod.
Kako pa mladi sodelujejo v vaših župnijah? Mladi, moram priznati, da ni z moje strani ni lahko navezati stika. Do Birme in tako se mi zdi kar eno lepo vzdušje, to je verjetno kot povsod, ja. Potem pa jaz jih parkrat na leto povabim na kakšna srečanja, ko ali na Božiču, ali ko so kakšno mladinsko srečanje, ni nekega velikega odziva, ampak jaz mislim, da kar smo se potrudili tako dati v njihovo življenje, vsaj nekaj, kar bi jih spremljalo, zaupam v to, kar Bog v njih vseje. Verjetno niso pa verni ali ne prakticirajo vere na tak način, kot bi si mi želeli. Tako, to je ena stvar, ki človek opazi. Drugače pa imam stike z nekaterimi, se vidimo, srečamo, včasih organiziramo kakšne stvari, ampak ni to tako, da bi rekel, to hočem povedati z vsem tem, da ni to tako množično. Ja. Kaj pravzaprav mladim pomenijo oratoriji? To je verjetno eno druženje, ki tudi jih poveže. Ja, zdaj oratorij, kako veste, v glavnem je to namenjen osnovnošolski mladini. Prav v oratoriju se zbere skupina od 10 do 20, odvisno kako kakšno leto, mladih, ki potem od februarja, marca, ko so priprave na oratorij, se redno srečujemo. In potem v začetku julija v Povirju, okrog cerkve, kjer je malo več prostora, potem pripravimo oratorij za Sežansko, Povirsko, pa tudi nekatere druge župnije oznanijo in se potem njihovi otroci in mladi pridružijo oratoriju. Tako da to je ena, rekel, kar svetla točka, no, stika z mladimi in z otroki potem tudi med počitnicami. Drži, da pri vas delujejo tudi skavti? Ja, to je druga taka lepa točka in se vesel. Ni to župnijska skavtska skupina, ampak je dekanijska. Kraška dekanija, ki je razmeroma velika od Komna in še dlje pa do Hrpelj, to je kraška dekanija. Zbere potem skavte, v Kozini, Hrpelji, v Rodiku imajo svojo skavtsko skupino, tukaj pa imamo bolj za ta srednji in severni kras do Komna. In deluje kar eno lepo število skavtov. Običajno se srečujejo ob sobotah, enkrat dopoldne, enkrat popoldne, odvisno kako se tudi dogovorijo. In to je potem, rekel, eno jedro, ki pritegne razmeroma eno lepo število mladih iz sežanske, pa tudi iz okoliških župnij. Tako da prav v najmlajši in v Četi je kar eno lepo število, tudi letos, ko smo imeli ta vstopni dan, se jih je pridružilo. Tako, malo bolj se trudimo, da bi bili povezani tudi z župnijo. Letos so pripravili eno nedeljsko mašo v začetku oktobra in so res lepo sodelovali. Tega se človek tako še se želi, ja, to razveseli in se potem tudi želi še preko tega sodelovanja z njimi. Ja. Pogdaj. Jaz bi naših gledalcev oddaje Pot poti še povabil, da si lahko tudi določene oddaje iz župnij iz škofije Koper oziroma župnije, ki so na obali, pogledajo tudi na Vatikanski krščanski strežnik RKC. Gostili smo tudi oba škofa, to je Metoda Monsignora Piriha, tudi škofa Jurija, in ste toplo vabljeni na krščanski strežnik RKC. Kako pa vi s družino kot duhovnik? Kot temeljno celico cerkve in družbe. Vsaj tako bi rekel. Dlje časa, ko človek je na eni župniji, nisem še toliko, ampak tudi skozi to izkustvo duhovništva, lahko rečem, da je tisto temeljno človeško, duhovno
kar človek dobi, iz česar živi, je prav v družini. V župniji skušamo dati nekatere poudarke s katehezo, s srečanji, ampak gotovo je družina tista in mislim, da koliko delamo za družino, toliko bi še morali preko, nikoli ni preveč. To ste pa povedali. Tu se verjetno, kako se prekona fant, punca, morda ste bili tudi, ko ste bili v misijonih, je to kakšna razlika med Slovenijo, to vašo župnijo, oziroma celotno in tisto tam, kjer ste bili misionarji na Slonokoščeni obali? Ja, seveda je razlika. Če skočimo za kratek trenutek v Afriko, tam mladi, ko začnejo hoditi skupaj, je še to tradicionalno pojmovanje, da mlada dva hodita ustanovila družino. In potem zaživela skupaj in imela potomce. To je pri njih nekako ukalkulirano v to, kako živijo in kako se tudi na zakon pripravljajo. Moderni čas prinaša tudi druge preko poglede, tako da predvsem po mestih že včasih hodijo skupaj brez te vizije. Velikokrat potem pride do tega, da punca ostane sama z enim, včasih celo z dvema otrokoma in oče teh dveh otrok se noče z njo poročiti. Zato, ker na vasi recimo stoji za eno tako vezijo fanta in punca, ena in druga družina, ki tudi malo, ne bi rekel nadzorujejo, ampak ki malo gledajo, da ne bi prišlo do izkoriščanja, da vsak, ki vstopi v to skupnost, odigra svojo vlogo in da ne bi nekdo bil oškodovan. To je nekako v njihovi tradiciji. To se mi zdi pri njih. Prna skupaj pridesta fant in punca skupaj, je velikokrat družine daleč ali pa jo sploh ni. Potem še ena stvar, tukaj je kar nekaj parov, recimo, ko je eden kristjan, drugi pa nekrščen, vsaj na tem našem področju. Ko ta dva, reko fant in punca, začneta skupaj, se mi zdi pomembno, da tisti, ki je kristjan, to drugemu pove, pa tudi, da v ta odnos že od začetka prinese to krščansko dimenzijo. Ni potrebno, da bi se drugi spreobrnil in postal kristjan. Ni potrebno. Ampak, da tak je kristjan, v ta odnos vnaša to krščansko dimenzijo, pogleda na ljubezen, na spolnost, na družino, na materialne dobrine, na družbo, na druženje, na zabavo. In če to rasteta oba ob tem, in potem družina in sakrament zakona ni neka nalepka, zdaj se bomo pa cerkveno poročili. Ampak to raste z njunim. In ko želita recimo stopiti prav definitivno skupaj na to zakonsko pot, se zdi obema nekaj logičnega, da se cerkveno poročita. Če pa zdaj hodita skupaj in potem šele po par letih pride neka ideja, bi se pa poročila, in v ta odnos od prvega dne, vsa ta leta, ta duhovna dimenzija, verska dimenzija ni bila vključena, pride potem cerkvena poroka kot neka nalepka, neki papir, ki pa ni vstopila v njun odnos. To jaz vidim, vsaj kar se tega tiče naše skupnosti ali pa kako dva hodita skupaj, je pomembno da od začetka. Velikokrat je strahu, če povem, da sem kristjan, ali me bo drugi sprejel, ali me bo spoštoval, ravno zaradi spoštovanja, da tak kot si, moraš ti povedati, da si kristjan. Včasih vlada tudi tukaj ta miselnost, še posebej pri starejših, da tisti, ki ni kristjan, mora postati kristjan. Ni potrebno, da postane kristjan. Pomembno pa je, da oba
živita vsak v svoje vrednote in da jih koj dasta skupaj na mizo, da vidijo, kaj tisto je pomembno za ta dva in kaj njun odnos podpira in kaj lahko tudi njun odnos razgrajuje. In tisto, kar podpira, da se vključita, kar pa razgrajuje, da se znasta tudi o tem pomeni. Ne da pozabita, ne da pometita pod predprogo, ampak to sem jaz. Ideva zdaj skupaj iskati. To čutim jaz ob tem pripravi in ob hoji fantov in punc skupaj. Da je pomembno od začetka vključiti ta odnos in potem je to nekaj lepega. To ste zelo dobro, lepo povedali. Je pa verjetno tudi pomembno, da tudi kot družina oziroma starejši člani družine, so to oče, mama, pa detki, pa babice, da tudi molijo vedo v sveti maši, kajti to nas potem povezuje, da smo povezani z Bogom, da postajamo bolj eno in da tudi ko tiste razlike, ki jih ima vsak človek, da nekako Bog preko milosti svetega duha to nekako zgliha, po domače rečeno, zgladi. Ja, starejši, se mi zdi zelo dobro, imajo dolžnost moliti. Manj se direktno vtikati v ta odnos. Če so bili dobro vzgojeni, zaupajo svoji vzgoji in bodo potem nadaljevali vzgojo in podporo, predvsem tako z molitvijo. Ja. Vemo, da so danes mladi občutljivi, če mu kaj rečeš, kako naj živi ta odnos, ali če predlagaš nekaj drugega, da je to včasih malo napetosti v tem. Pomembno je, ja, da spremljajo, ampak na pravi način. Kaj je to tisto, gospod župnik Aleksander, da si znate za vsakega človeka vzeti čas? To pravzaprav povzemam po pismih naših gledalcev, da je pot poti, da znate jim prisluhniti, oziroma da si vzamete tisti čas. Ne vem, če je to prav, da bi si znal vedno vzeti čas. Skušam si vzeti čas za človeka, za bližnjega, ne vem pa, če mi vedno uspe. Tako. Ravno zdaj nas sva se z nekom srečali na vratih, meni se je mudilo, on bi pa rad neko hitro stvar in sva se potem še enkrat srečala. Tako da takrat je prišlo do, tako, ne moramo nekaj rešiti, potem smo se pa čez en teden usedla, si povedala in takrat je bilo, sem začutil, da je ta odnos potem zrastel. Ja. Na hitro ne moreš rešiti. Ja. Včasih misliš, da boš lažje, ampak če si ne vzameš čas za bližnjega, potem težko začutiš, kaj on dejansko potrebuje. Recimo. Včasih pridijo po potrdilo za botra, morda ni toliko problem potrdilo za botra, kot to, da si vzameš čas, da rečeš, aha, deva se malo pogovoriti, ker včasih vse ne poznaš, ali ga sploh ne poznaš, imaš priložnost za en stik s nekom, vprašati za njegovo življenje in tako, in potem vidiš, aha, tisto potem je lahko krona tega pogovora. Bliže se konec našega oddaje Pot poti. Kdaj imate pri vas svete maše, oziroma kaj bi še na koncu položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti? Hvala vam, da imam priložnost predstaviti tudi v tej oddaji Pot poti našo župnijo. Svete maše tukaj so nedeljske, če se omejiva na nedeljo. Najprej je sobotna, zvečer, zdaj ob zimskem času 18:30, vedno pa je sveta maša zjutraj ob 10:30, nedeljska, v povirju, kakor smo rekli, v podružnici, oziroma v drugi župni, ki upravlja, je pa zjutraj ob 9. Tako da se mi zdi dobro to vedeti, ker tukaj so razne prireditve, in kolesarjenje, in tek, in kakšne druge prireditve na Krasu. Nekateri sprašujejo, kdaj so svete maše, tako da lahko pridejo. In potem je še v nedeljo zvečer tudi nedeljska sveta maša. Ti maša je tudi pomembna, to se pravi, ne samo pomembno, tisto fizično, da človek da za telo, kot je hrana, ampak
potrebno poskrbeti tudi za duhovno hrano, ne? Ja, ljudje, ki se srečujejo, velikokrat so ob nedeljah, želijo sreče tudi z Bogom in potem se udeleži tudi kakšne prireditve, recimo tako, kot je tukaj na Krasu navada. Gospod župnik, jaz se vam srca zahvaljujem za sprejem, da ste podelili te čudovite misli z našimi gledalci oddaje Pot poti in vam na vaši duhovni poti želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala tudi vam za povabilo v vašo oddajo in še enkrat vsem gledalcem in poslušalcem lep pozdrav in Bog vas blagoslovi vse. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bila ena oddaja izmed Pot poti. Bili smo v župniji Sežana. V naslednji oddaji bomo v župniji Šmartno na Pohorju, to je na Štajerskem. Zagotovo morate biti v naši družbi, kajti uspeli se bomo malo na višino okrog 800 metrov, spoznali čudovite freske. Kaj več boste pa zvedeli, če boste nas zopet spremljali. Lepo vas pozdravljam za tistim lepim starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega svidenja v oddaji Pot poti.